Hvala za lepo prezentacijo in rad bi rekel, da kot koroški Slovenec seveda si zaznamovan, ne. Vedno se nekaj dogaja, ponavadi v škodo koroških Slovencev. Tokrat se je pa nekaj lepega zgodilo v naši občini. Je namreč občina junija letos sklenila, da dobijo Sveče in tudi še en drugi kraj Mače dvojezični napis. Če gremo nazaj enih 110 let, 120 let, potem po uradni statistiki avstrijske države v letu 1910 ni bilo na južnem Koroškem večje število, ni bilo večjega števila Nemcev, recimo v naši vasi od 640 prebivalcev, v naši vasi jih je 8 se deklariralo, da so Nemci, ne, 8. To je bil verjetno kak žandar ali pa učitelj in mora še kdo, ampak 8, ne. Danes seveda situacija ni obrnjena, nas je nekaj več kot 8 Slovencev, ampak v procentih je pa tako, da nas je komaj 16, recimo, 16 pa pol. Deželni glavar Dörfler je pa pred 10 leti, ko smo podpisali tisti memorandum, samovoljno odločil, da je 17,5% tisti prag, ki ga moraš prestopiti, da dobiš dvojezični napis, ne. To je bilo zelo krivično in tu je tudi konsenzna skupina dala tudi svoj placet, ne. Krivično zato, ker je Ustavno sodišče reklo, da bi morali dobiti vsi slovenski kraji dvojezični napis, tam, kjer je 10% Slovencev. 10, a ne. Naša vas je imela 16,5, deželni glavar je rekel 17,5 je prag in tako pač mi nismo tedaj dobili dvojezičnega napisa pred 10 leti. Istočasno smo pa v memorandum, ki smo ga takrat podpisali, sprejeli tudi klauzulo, da občine lahko v okviru svoje lastne avtonomije na osnovi obstoječih zakonov lahko postavijo dodatne napise. In to se je tudi zgodilo, in sicer v Pliberku, Pliberk je dobil 4 dodatnih napisov, s tem so vsi kraji zdaj dvojezični v Pliberku. V Žitari vasi je dobil en kraj dvojezični napis, ki se imenuje Sele, v Žitari vasi. In v Šentjakobu je občina sklenila, da bo cela občina dobila dvojezične napise. Tudi v krajih, kjer je delež Slovencev manjši kot 10%. Ampak občina je sklenila, da bodo vsi kraji v Šentjakobu, občini Šentjakob, tam Miklova Zala se rodila, ne, vsi dobili dvojezični napis. Ti pa še niso postavljeni, ampak sklep je sprejet lansko leto. Naša občina pa je sprejela sklep v juniju letos, ker je občina pričakovala obisk predsednika Avstrije. In ta obisk se je potem tudi vršil. Predsednik Avstrije je odprl na naši vasi Einspielerjev center za srečanja. Medtem, ko je pa občina napise odobrila, je pa prišlo do podpisne akcije, približno 10% prebivalstva je podpisalo, da je proti tem napisom, da bodo napise pomazali, se je govorilo, in da bodo tudi blokirali celo vas. Kratko rečeno, občina je sklenila za 16:3, da se napisi postavijo, postavili so jih pa šele okoli našega državnega praznika 26. oktobra. Sedaj mirno stojijo in verjetno se noben ne bo več pritoževal. Zame je pa to zelo važno, ker na ta način vem, kje sem doma, kje je moja domovina, kje so bili moji predniki, v Svečah v Rožu. Kot veste, je v Svečah v Rožu rojstni kraj oziroma rojstna hiša 6 duhovnikov Einspielerjev. Eden je bil 30 let v Koroškem parlamentu, en drug Lambert 4 leta v Dunajskem parlamentu, Andrej Einspieler je ustanovil 9 časopisov, med njimi tudi Slovenca in Mir, in je tako tudi, ga tudi imenujejo očeta slovenskega žurnalizma, ki je ustanovil 10 časopisov, ne. Med njimi tudi 4 nemške, da bi lahko nagovoril tudi nemške sodeželane na Koroškem. Seveda s Slomškom sta skupaj ustanovila tudi Mahorjevo družbo, tudi s profesorjem Janežičem iz Šentjakova.
Ta človek je tudi kupil, Einspieler je tudi kupil zemljišče za Kolpingovo ustanovo v Celovcu, ker je videl, da slovenski vajenci spijo pod mostovi pa v raznih šupah, ne, in potem so lahko spali v Kolpingovih domovih. Kupil je tudi celovško razstavišče, ki ga je potem nacizem razlastil, ne, Mahojeva je izgubila to razstavišče, ki je sred mesta in tako naprej. Torej, vsi ti predniki prihajajo iz Sveč, ali pa njihovi četje prihajajo iz Sveč. In eden je tudi bil frančiškan, pokopan na Sveti gori, Kostanjevici pri Gorici. Torej, to tradicijo mi gojimo. Rod Einspielerjev je na žalost izumrl, seveda, če je toliko duhovnikov, potem se rod ne more podaljšati, ne. Tle jaz vidim en velik manko katoliške cerkve, da najpametnejši ljudje v katoliški cerkvi, ja, elita, nima naraščaja. Če pa pogledate rabine, imajo otroke, ti rabini imajo spet otroke in spet otroke, ne, in tako se izkristalizira ena taka židovska elita, samo če pogledaš rodbino teh rabinov, ne. Ampak to je druga tema. Moja babica je bila še Einspieler, jaz sem jo še poznal in ja, tako gojimo to tradicijo. In se seveda vsi veselimo tega napisa. Sem bil malo predolg, ampak to so taki lepi trenutki v življenju enega koroškega Slovenca. Drugi lepi trenutki so bili tudi, ko smo dobili škofa na Koroškem, ki je koroški Slovenec, on je seveda škof vseh Korošcev, ne, ampak je koroški Slovenec, Jože, naš Jože, ne, in tudi direktor dunajskega največjega pravzaprav gledališča v Avstriji in v nemškem prostoru je Kušej Martin. Take lepe dosežke sedaj doživljamo. Maja Hadala, Florian Lipuš, Valentin Oman, to so priznani umetniki v avstrijskem svetu, ali to literarni svet, potem tudi likovni ustvarjalci ga priznajo in tako naprej. To seveda manjšini da ogromno samozavest. Sem vam zelo hvaležen, da ste dodali še to o Einspielerjevem rodu, ker bi to bilo naslednje podvprašanje, ki bi vam ga gotovo zastavil, da malo predstavite to res izjemno osebnost Andreja Einspielerja, ki sicer ima ulico v Ljubljani in tudi v Mariboru, ampak mislim, da je v osrednjem slovenskem prostoru precej neznan kljub temu, ne, ampak je očitno šlo za izredno sposobnega, podjetnega in tudi narodno zavednega človeka. Pa bi mogoče tu izkoristil priložnost, ker ste omenili to veliko število duhovnikov v Einspielerjevem rodu. To, kar pa mi opažamo, je pa seveda to, da danes praktično domačih, koroških, mladih duhovnikov več ni. Kako pa se je to zgodilo? Ja, to je en vseavstrijski fenomen. Seveda sekularizacija napreduje, materializem tudi, konzumizem napreduje, je pa tudi dejstvo, da imajo koroški Slovenci sedaj manjše družine. Če pogledate, kdo so bili duhovniki na Koroškem, je velikokrat tako, da so družine imele po 9 otrok, po 12 otrok, ne. Se je bilo v Sloveniji mora isto, če pogledate Ipavčeve, mislim, da so tam bili 3 komponisti. In 3 komponiste ne moreš imeti, če ni otrok, ne. Ampak recimo imamo še 3 brate duhovnike na Koroškem, družina Olip iz Sel. V Selah je tudi služboval Saje, škof novomeški, ne. Tam so 3 duhovniki, en je sedaj v Pliberku, Ivan Olip, Peter Olip je v Lenartu pri 7 študencih pod Korenskim sedlom in Stanko Olip je v Ločah pri Baškem jezeru, kjer je nastala pesem Molčje jezero. Torej 3 bratje duhovniki, to si ne moreš predstavljati v družini, ki ne bi imela otrok, ne. Ali pa samo 2, 3 otroka, 4 otroke. Mislim, da je bilo pri Olipovih vsaj 9. In 4. bi skoraj postal duhovnik, ampak je postal inšpektor za slovenski, za verouk in tudi veroučitelj. Nanti Olip, tudi bivši predsednik Narodnega sveta. To je en tak fenomen, ja. In je celoevropski fenomen in mi si pomagamo s tem, da dobimo poljske duhovnike ali pa celo duhovnike iz Afrike. In ti duhovniki iz Afrike, nekateri se najprej šolajo v Ljubljani, tako da se naučijo slovenščine in potem se šele naučijo nemškega jezika, ko pridejo na Koroško. Tudi to je en tak razvoj. Imamo tudi posamezne duhovnike iz Bosne,
in kar nekaj iz Slovenije pa Hrvaške, ki nam pomagajo. Tako da je skoraj vsaki župniji nedeljska maša, ni pa vsaki župniji duhovnik. Tako da nekateri duhovniki oskrbujejo 3 ali 4 župnije. In en tak duhovnik je tudi Stanko Trap na Zilski Bistrici, ki mu mi po domači rečemo Zilski škof, ki ima 3-4 župnije. Jo, je pa naš škof Jože Markec pred nekaj dnevi blagoslovil 10-12 laikov, ki smejo v bodoče opravljati obred pogreba. To niso diakoni, ampak nekateri so, nekateri pa niso, ampak smejo opravljati obred pogreba. Se pravi, če ima en duhovnik na Koroškem 3-4 fare in če ima 3-4 mrliče istočasno ali pa v najkrajšem času, on to sam ne zmore več. In pomagajo, seveda se v bodoče bodo pomagali taki pooblaščenci, med njimi sta tudi, mislim, 2 ali 3 Slovenci, tako da boste lahko delovali na Južnem Koroškem. Je pa to eno globlje vprašanje, pa širše vprašanje tudi celibata. Kot veste, v Ukrajini obstajajo unijati, ki se smejo poročiti med študijem, in je prišlo do takega primera na Dunaju, ko je en duhovnik moral zapustiti svojo faro, ker se je zaljubil v farno asistentko. To se večkrat zgodi, ne? In je to kardinalu povedal, resnično, in je kardinal rekel, da mora zapustiti svojo faro, po cerkvenem pravu je to korektno, ne? Ampak v isto faro je prišel poročen duhovnik iz Ukrajine. Kako to razložiti vernikom, ne? Da je bivši rimsko-katoliški duhovnik moral oditi, ker se je hotel poročiti, potem pa pride na isto faro poročen duhovnik, ne, iz Lvova. No, ampak to so druga vprašanja. Pomanjkanje je veliko, seveda se vprašamo tudi, kaj bo s celibatom, oziroma ali bodo žene v cerkvi igrali večjo vlogo. Za časa Jezusa so igrali važno vlogo, ne? Kot vemo, kdo je bil pod križem, kdo je odkril grob, to so bile vse žene. In bo sigurno prišlo do sprememb, ampak to ne bomo rešili mi na Koroškem, ne? Seveda nas pa seveda tare dodaten ta problem dvojezičnosti, ker če duhovnika ni, če cerkve ni več, ne, potem se lahko zgodi, da fara izumira. In kot eno generalno pravilo lahko rečemo, kdo zgubi vero, je tudi zapustil svoj narod. To ne drži popolnoma, ne, ampak velikokrat smo to ugotovili na Južnem Koroškem, kdo je zapustil cerkev, je tudi zapustil svoj narod. Hvala lepa za ta sjajna izhodišča. Zdaj že o tem, kar ste zdaj povedali, bi lahko debatirali ure in ure. Zelo dobro, no, ko ste omenili zilskega škofa Stanka Trapa, ne, tu ravno njegov naslednik, mislim, da je iz Nigerije, ne, pa zna slovensko, kot vem. Tako da to je vsekakor zanimivo. Enega drugega iz Nigerije, oprostite, če prekinem, ki je šel na Djekše iz Železne Kaple, ne, tam se je naučil oba jezika, je šel na Djekše. To je že čisto severna meja. Tam ni skoraj nič več, ne, slovenskega. In ko je imel prvo mašo, je ena gospa mu rekla, samo da veste, gospod župnik, tukaj govorimo nemško. Hier wird Deutsch gesprochen. In on je pa lepo naivno odgovoril, a res, samo nemško? Rekel, jaz pa znam angleško, pa francosko, pa moj nigerijanski domači jezik, pa slovensko tudi znam, pa nemško, a tukaj pa samo nemško. Tako je on odgovoril, ne. In on čist, ne bom rekel brutalno, ne, ampak konsekventno Oče naš in nekatere stvari naredi tudi v slovenščini. In seveda odziv pri vernikih se najde, a ne. Ja, se pravi, da je še ena potreba. Ampak to moram tudi reči, ne, v čast naši katoliški cerkvi. Javna je slovenščina velikokrat samo več v cerkvi, ja. In če grem jaz na severno mejo ali pa v Zilsko dolino, vedno pogledam farni list, ne, oznanila, in to so zadnji sledovi slovenščine v nekaterih vaseh. To, kar se dežela ne upa, politika, to dela cerkev.
In tle imam tudi omeniti seveda Koroško škofijsko sinodo, katere 50-letnico bomo praznovali drugo leto in zares praznovali, da je cerkev prebila led. To je bil čas, ko so se vršili najhujši napadi na dvojezične napise, na koroške Slovence, točno pred 50 leti. In teda je cerkev sklenila svoj nov cerkveni zakon na Koroškem, škofijska sinoda, o sožitju nemških in slovenskih katoličanov na Koroškem. Od tedaj naprej je slovenščina popolnoma enakopravna, je uradni jezik katoliške cerkve konsekventno, krstni listi, birmski listi. Potem, če nekdo umre, to je vse dvojezično, zbornik krške škofije je dvojezičen, seveda tudi spletna stran in tako naprej. To, kar Koroška dežela ni zmogla, predvsem ne pred 50 leti, zato je imela katoliška cerkev dovolj moči in smo lahko ponosni na to in bomo seveda drugo leto na ta pravi način to tudi praznovali. Jaz moram priznati, da tudi pogosto pogledam ta oznanila po župnijah in seveda vedno vesel, kadar vidim v kaki zilski župniji, naprimer, da tam sploh Bistrica na Zilji, kjer je gospod Trap še vedno, tam je res ta dvojezičnost v oznanilih še vidna, ali pa recimo v Gorjah, sem pa opazil v zadnjem času, da pa ima veliko ljudskih šol na Južnem Koroškem dvojezične spletne strani, recimo tudi taka, kot je Marija na Zilji, ki spada že pod Beljak. Zdaj, koliko je ta dvojezični pouk, kateremu se prijavljajo otroci množično, recimo tudi v Zilski dolini, v nekem Štefanu na Zilji 70% otrok, kjer uradno, tako kot Slovencev, več ni. Koliko je ta dvojezični pouk lahko koristen za Slovence? Mi imamo v Zilski dolini in pri mnogih družinah fenomen tretje generacije, istočasno pa fenomen, da smo izgubili vmesno generacijo. Se pa stari starši na Zilji še znajo zilsko, oni se izogibajo besede slovensko, tako kot v reziji. Rezijanom ne smeš reči, da govorijo slovensko, ampak če rečeš rezijansko ali pa po domače, to je dobro. Podoben fenomen je tudi na Zilji. Vendar vedno več ljudi ve in se prizna k temu, da je to pač slovensko narečje, zilsko narečje. Ja, kar se tiče tega dvojezičnega pouka, je že važno, da se tudi spomnimo, kaj se je zgodilo leta 1958. Čim je bila državna pogodba podpisana, so se takoj spet konstituirale nemško-nacionalne organizacije, tako zvane domovini zveste organizacije. Kakor da mi nismo domovini zvesti, ja? Heimatdienst, Aberkämpferbund, Brambovci, Landsmannschaft, potem šolska zveza Južna Marka, Südmark, ki je ponemčevala talentirane slovenske otroke. Ti so se konstituirali po podpisu državne pogodbe leta 1955 in so takoj začeli z stavkami. Stavke so bile zelo prefrigane kot pravica staršev, poznamo to, te stavke tudi morda po vas, pravica do svojega telesa in tako naprej, pravica staršev, potem prisilni pouk, slovenščina, in so tako dolgo stavkali, masovno stavkali, predvsem Heimatdienst, da je potem koroška deželna vlada tale obvezni dvojezični pouk, lahko rečem, likvidirala. Ja, ta obvezni dvojezični pouk so pa uvedli Angleži, ne Korošci, Angleži kot zavezniške sile, in to je bil seveda zelo modern koncept, da se potem, ko je nacizem propadel in ker je bilo na Koroškem zelo veliko nacistov, da se potem otroci učijo obeh jezikov in tudi slovenskega jezika. Seveda moramo biti tudi realisti, da obstaja prestiž jezikov. Če ti rečeš, da študiraš angleščino, si kar nekaj več. Če pa tvoj sosed reče, da študira albanščino, ja, ok, albanščino, kaj pa je to. In v tem smislu tedaj je slovenščina izgubila ogromno na prestižu tistega leta 1958, ko so obvezni dvojezični pouk odpravili in pri ljudskih štetjih pred to odločitvijo in po odločitvi
da se slovenščina črta, je 20,000 Korošcev se odločilo, da se ne bodo več priznali kot Slovenci. Se pravi, leta 1951, pred državno pogodbo je bilo še 42,000 Slovencev, leta 1961, pri nas tudi šteje vsakih 10 let, ne, se je priznalo 22,000 kot koroški Slovenci. Ja, in če vi pravite, da prijave k dvojezičnemu pouku rastejo in tudi nazili rastejo, hvala Bogu, ne smemo pozabiti, da je po vojni bilo na Južnem Koroškem 13,000 učencev, ki so se učili nemško in slovensko. 13,000. Danes pa pojemo hvalnice šolskemu sistemu, kjer jih je 4,500, a ne recimo 5,000 otrok, ki imajo dvojezičen pouk. Seveda se veselimo vsakega otroka in jaz se spomnim, ko je dvojezična šola padla, obvezna dvojezična šola padla, ne, glede nas je bilo samo 1300, ki smo se učili še slovenščine, ker si se moral izrecno prijaviti slovenščini. Ja? Pri nas je pa tako, recimo, da se ni treba prijaviti k verouku, ampak se lahko odjaviš. In isti sistem je tudi gradiščanski Hrvati. Se hrvaščini tam ni treba prijaviti, gradiščanski hrvaščini, a ne, ampak se lahko odjaviš. Če bi isti sistem bil na Koroškem, potem bi bilo to seveda za starše malo bolj prijetno, ker ne bi bilo treba se stalno deklarirati vsako leto, a ja, moj otrok se mora pa prijaviti k slovenščini, ne. Temveč bi lahko, ja, če hočemo, pravico staršev uvedli na ta način, da se reče, mi ga bomo pa odjavili od verouka ali pa od slovenščine. Seveda, ni pa mogoče v Avstriji odjaviti otroka od matematike, a ne. In tle smo spet pri tem problemu, da se od slovenščine lahko odjaviš, da je včasih alternativni jezik za slovenščino na višji stopnji, angleščina in tako naprej, ne. In seveda, kdo bo pa vzel potem slovenščino, če je alternativa angleščina. Ampak mi se veselimo tega šolskega področja. Namreč, jaz sem že prej rekel, da je največje področje na Koroškem, ki je še dvojezično, je cerkveno področje. Dekanije, ne. Ja. Drugo največje področje je šolsko področje. Tako da imate možnost v celi Zilski dolini, po Podjuni do Pliberka, pa do Libeliča, ne, da se učite slovenskega jezika. Čist nekaj drugega je pa kvaliteta. V enih šolah, kot v Moharjevi šoli, ne, v dvojezični šoli v Celovcu, nemško govoreči otroci po 4 letih govorijo normalno slovensko. Tako kot pričakuje vsak starš, ne, če otrok po 4 letih osnovne šole se uči matematiko, da zna računati 1 + 1 je 2, ne, ali pa da zna angleško reči good morning ali kaj takega. Ja. Na žalost, kvaliteta slovenščine zelo niha. V Moharjevi šoli ali pa v javni ljudski šoli v Celovcu je izredno visoka, ker je tam en zanimiv načrt, ne, učni načrt. Namreč en teden se poučuje v slovenščini, drug teden pa v nemščini. Ja. Tako da otrok ve, ta teden nimam šanse, jaz moram učiteljici odgovoriti v slovenščini. Jaz moram domačo nalogo pripraviti v slovenščini, ne. Če pa greš v mnoge vasi, tudi v moji vasi, a ne, ko je pouk nekako dvojezičen, pol nikoli ni dvojezičen. Razmerje je verjetno 3:1, 4:1, s tem, da se je tudi že zgodilo, da učiteljica ni vedela, kaj je to električne energije, ne, štrom v slovenščini, ne. In pol je moral učenec reči, ja, to je tok, to se reče tok v slovenščini, da učenec zna bolj slovensko kot pa učiteljica. Tista učiteljica je pa naredila kak izpit številka 2 ali B, ne, se reče, in je potem dobila eno spričevalo. Ampak na žalost, ja. Ampak kljub temu, največje področje je cerkveno, drugo je šolsko področje, tretje področje, bi rekel, je uradni jezik na nekaterih občinah in najmanjše področje je pa sodno področje. Mi imamo 3 dvojezične sodnije, ne, v Borovljah, v Pliberku, pa v Železni Kapli. In te 3 sodne okraje želimo premestiti v Celovec in Beljak in Velikovec. Potem bi bila cela Južna Koroška pokrita z dvojezičnimi sodnijami. Trenutno, kot rečeno, imamo samo v Železni Kapli, Borovljah in v Pliberku, se pravi cela Zilska dolina, Zgornji Rožja, Šentjakob in tako naprej, Gure nimajo dostopa do dvojezičnega sodišča. Ja, zdaj sem pa vprašanje pozabil, ampak
mislim, da sem kar odgovoril, ne. Saj ste zelo dobro odgovorili, s tem pa ste že malo tudi nakazali, kako je bilo v času vašega otroštva, pa bi vseeno prosil, če nam malo orišete, kako je potekalo odraščanje. Vi ste v bistvu rojeni še v času, ko je bila Avstrija pod... Dobro, bom jaz šel nazaj, ampak kratko seveda, v čas moje babice. Moja babica je ena bila od redkih učiteljic, ne, hodila je istočasno uršulinkam kot Angela Piskernik, ne, prva slovenska, kaj je bila, naravoslovka, ne, Angela Piskernik. Uršulinkam je bila učiteljica, ker so jo einšpilerji hoteli dati v šole, ne. In ker je poznala dobro slovensko, je pozdravila generala Maistra leta 1919, verjetno ali pa 20, ja. In seveda po plebiscitu je takoj izgubila službo, ne. Če tudi se ne ve, kako je glasovala, mislim, jaz vem, ampak ja, glasovanje je bilo tajno. In njen mož je bil orožnik, ne, avstrijski orožnik, ki je v Trstu hodil v orožniško šolo, tako kot moj star oče iz Vodic, ki je tudi bil orožnik, malo starejši od mojega koroškega orožnika in starega očeta. In on je tudi izgubil službo. Jaz pa vem, da je on za Avstrijo glasoval, ne, kot orožnik in sploh kot Avstrijec, ja. In je izgubil službo, ker je poročil veliko jugoslovansko agitatorko Marijo Einšpiler. In potem sta po drugi svetovni vojni dobila eno tako milostno penzijo, ne, gnaden penzion. Za ene reveže, ne, ja. Ampak še s tisto revno penzijo sta 4 otroke poslala v šolo, ne, ker sta pač vedela, da je izobrazba vse, ja. Se pravi, potem mojemu očetu so rekli zajec, so ga v šoli vedno jezili pa mu nagajali, ampak je bil zelo hiter, a ne, je znal tudi uteči, ga niso nikoli ujeli. In seveda moja teta, ki je hotela tudi postati učiteljica, tako kot njeni 3 bratja, ne, so rekli, kako vam je ime, kaj ste rekli? Incko. Aha, ni se treba potegovati, ne, niti ni treba poskusiti, da boste učiteljica. In je postala potem učiteljica za ročna dela, ne, ampak učiteljica, klasična učiteljica ni mogla postati, ja. Te diskriminacije so bile pogoste, zdaj jih je seveda manj, ampak recimo v Zilski dolini, pa tudi v Dobrli vasi, je hotel en slovenski učitelj postati ravnatelj šole. To je za nekatere ljudi kariera, seveda, ne, direktor ene osnovne šole. Pa niso bili potrjeni, ker so bili preveč zavedni, a ne, in je nekdo dobil potem po partijski liniji, ampak tle se ne razlikuje, Ljudska stranka pa socialisti, je po partijski liniji nekdo dobil službo, ne, v Dobrli vasi. Tudi je tisti kandidat, en Štefan Lesjak, se pri Farni mladini udejstvuje, pa v zboru, pa pri lutkarjih, ne, pa v športu, ampak tam je dobil en strankarski kandidat potem to mesto v Dobrli vasi v Podjuni. Isto se je zgodilo tudi v Zilski, tam blizu Zilske Bistrice. Seveda tega je vedno manj, ampak še vedno recimo v koroški ustavi slovenščina ni drugi deželni jezik. Če tudi obstaja iz leta 1859, mislim, člen 19 bivše avstrijske ustave, ne, ki govori o enakosti vseh tistih jezikov, ki so običajni jeziki. Ja, in običajni jezik na Koroškem, mislim, je slovenščina, ne. Ja, na žalost v koroški deželni ustavi piše, da je deželni jezik nemščina, slovenščina pa ni, ne, deželni jezik. Mi smo pa predlagali, da bi bil slovenščina drugi deželni jezik v tistih okrajih, kjer je slovenščina že priznana uradno, ne, se pravi na šolskem področju, tam, kjer so dvojezična sodišča, tam, kjer je dvojezični uradni jezik, ampak nismo bili uspešni. Da če bi oni napisali državni jezik je nemški, ne, to bi potem jaz sprejel, ne, ker državni jezik je nemški, ampak deželni jezik, to pa ni korektno, ja. Zdaj bi rad eno cvirk ponudil od očeta, od Andreja Finka, da je v slovenski ustavi ena napaka z italijanščino in madžarščino, da sta to uradna jezika, ja.
Božidar Fink je bil mnenja, da bi moralo tam pisati, da sta uradovalna jezika, ne pa uradna jezika. Uradni jezik Republike Slovenije je slovenščina, ne? Za uradovanje se pa seveda tudi podpira italijanščina pa madžarščina. No, na vsak način na Koroškem tega še nimamo. Poleg tega, če bi dobili po državni pogodbi leta 1955 krajevne napise na osnovi 10%, ne, to je pa bil kriterij Ustavnega sodišča, bi dobili 800 napisov. Zdaj jih imamo 163 in verjetno bomo z Šentjakobom, pa z našo občino, pa s Pliberkom prišli kmalu na 200. Ne. Ampak seveda na 800 nikoli ne bomo prišli, niti na 270 ali pa 370, če bi se upoštevalo 10%, ne, v Ustavnem sodišču. Ampak rekel bi, da imamo dva trenda pri koroških Slovencih. En je ta, da številčno nažalost nazadujemo. Drugi trend je pa ta, da imamo vedno več zanimivih služb, koroški Slovenci. Omenil sem škofa, omenil sem literaturo, likovne umetnosti. Imamo tudi, mislim, smo imeli do sedaj 4-5 diplomatov. Trenutno je eden iz katoliških vrst, en nov diplomat v zunanjem ministrstvu, Dominik Urak, ki so ga že kar po 3 mesecih poslali po sprejemnem izpitu, ne. Če hočeš diplomacijo, moraš narediti sprejemni izpit, ki traja 5 dni. So Dominika Uraka poslali takoj v Pakistan, v Islamabad, kjer bo ojačal, kjer že ojačuje avstrijsko veleposlaništvo zaradi begunske krize iz Afganistana, zaradi vojne v Afganistanu. Se pravi, take funkcije pri nas niso več problem, če si kvalificiran, ne? Ali pa univerzitetni profesor v Celovcu, univerzitetni profesor na Dunaju, to ni več problem. Ali pa pri Evropskem centru za nuclear research, kako se reče, za atomske... ali pa atomske jedrske raziskave, ja. Center European for Research Nuclear, ne, v Ženevi je tisti ogromni center. Jaz bil tudi Joško Štravs, tam en koroški Slovenec. To ni več problem, ljudje te vprašajo, kaj znaš, ne. Tudi v Oxfordu smo že imeli kakega študenta, on je študiral cyber security, potem v Cambridgeu in tako naprej, ne. Te so vse odprte, poti so vse odprte. Je pa seveda paradoksalno včasih, če kakšna punca hoče študirati medicino v Mariboru, ne, ali pa v Ljubljani, se je že zgodilo, da smo imeli največje težave. Jaz sem pisal pisma tedaj bivšemu premier ministru Janši, ne, leta 2008, potem Krajncu, dekanu, pa ministru za šolstvo, pa dekanu za medicino, pa kaj jaz vem, ne, da bi sprejeli eno Marijo Domej. In so jo konec koncev sprejeli, ne, v Ljubljani, da je študirala. Zdaj v tej družini imajo že 4 zdravnike, ja. 2 ali 3 so študirale v Ljubljani pa Mariboru, ena, mislim, na Dunaju, in tudi njihova mati je zdravnica, Lena Domej. V eni družini 4 zdravniki, to kar nekaj, ne. Ampak le bi lahko Ljubljana tu malo spremenila svoje predpise. Ni treba biti tako trd, da rečeš, vsako leto sprejmemo 2 zamejca ali karkoli, ne. So neki kriteriji. Potem se celo zgodi, da ena Slovenka iz Slovenije ima prav dober red, ne, iz nemščine. Korošica, ki pride iz Avstrije, ima pa v nemščini dober red, ne, ali pa slabši red, ne. In potem to velja kot slabši red, ne. Dejansko pa ona prihaja iz Avstrije, govori nemško seveda perfektno, ampak ima po vaše 4 ali pa 3, ne. Nekdo iz Slovenije ima pa 5. Ampak in potem zaradi tega ne prideš nekje noter, ne. Zdaj bi se moralo malo zrahljati, ampak se izboljšuje, stvari se izboljšuje, ne. Torej, tale trend, ne, na eni strani demografski trend, ki ni pozitiven, in tudi germanizacija, asimilacija naredila svoje. In slovenščina je dobila šele prestiž, predvsem z samostojnostjo Republike Slovenije, ne, in z članstvom v Evropski uniji. Zdaj je to jezik, ki ga tudi upoštevajo v Bruslju. Prej je pa to bil jezik, ki so ga govorili na severu Jugoslavije in tudi v Trstu, pa na Koroškem, pa malo na Madžarskem, ne. Moraš si vedno razlagati, kje govorijo slovensko, ja.
na severu SFRJ in tako naprej. Zdaj ni treba več razlagati, vsak ve, kaj je to slovenščina. Zanimivo je tudi, da je Slovenija per capita največji kupec avstrijskega blaga na svetu. Največji kupec avstrijskega blaga na svetu. In v absolutnih številkah je to tako, da Slovenija kupi več avstrijskih produktov kot Skandinavija, več kot Japonska, več kot Indija in tako naprej. Ne? Slovenija je bila dolgo časa na 12. mestu, zdaj mora na 13. mestu, kot največji kupec avstrijske robe na svetu. In to je seveda tudi pri nekaterih Avstrijcih spremenilo mišljenje, ker za vsako milijardo mi govorimo o približno 3 milijardah eksportov Avstrije v Slovenijo in vsaka milijarda se računa, mislim, da zagotavlja 10.000 delovnih mest. Ja? In če gre toliko eksportov v Slovenijo, potem si ljudje tudi rečejo, ok, to je pa en zanimiv partner, resen partner. In sem tudi že slišal v enem frizerskem salonu, kjer sem čakal na vrsti, je nekdo rekel, oni nas bodo prehiteli. To je bilo leta morda 95. Ja. In sem mislil, kdo nas bo prehitel. Ne? Tisti klient je govoril o Sloveniji, ne? Oni nas bodo prehiteli. Se pravi, Slovenija je ugledna država in čim bolj je uspešna, tem boljši je to tudi za nas, koroške Slovence. Čudovito. Res je zdaj ogromno stvari povedali, pa bi vas prosil, pa mogoče, da malo predstavite še svojega očeta, Valentina Incka, starejšega. Zdaj najbrž starejši člani našega društva ga poznajo, mlajša generacija seveda veliko manj. Mi se ga verjetno v Sloveniji predvsem spomnimo po tem, da ga je deželni glavar Krištof Cernato leta 1995 izbral za slovenskega govornika na slovesnosti ob 75. obletnici. Točno, bil je prvi Slovenc, ja. Torej je pa bil izredno aktiven vse povojno obdobje. Ja, on je bil tudi 9 let predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev. On je bil urednik našega tednika, to so imeli katoliški Slovenci. On se je udejstvoval pri Slovenskem radiju, potem pisal uvodnike, za Vero in dom, za Nedeljo članke. Se pravi, ni dejavnosti, ki jo pripravlja za zakon, če hočete, karkoli je delal. In seveda je tudi vzgojil znamenito generacijo učiteljev, recimo Florian Lipuš je hodil pri njemu v šolo in nekateri drugi. In ja, je pa predvsem tudi storil zgodovinski korak pri koroški sinodi s tem, da se on kot Slovenec, kot manjšinec, kot član tiste manjšine, ki je pretrpela veliko krivic, se on prvi opravičil Nemcem za morebitne žalitve, za morebitne kakšne huda dejanja, ki so jih Slovenci storili Nemcem. Dejansko je do teh dejanj prišlo po drugi svetovni vojni, ko so odvedli 270 Avstrijcev v en kraj blizu Mežice, Leša se to imenuje, Leše ali nekaj takega, in mislim, da so jih tam 170 likvidirala. In šele potem, ko je Slovenija postala samostojna, šele od tedaj naprej lahko imajo tam na nebovzetje, mislim, enkrat maja, svetomašo. Potomci in tudi razni drugi, ki se tega spominjajo ali pa hočejo spominjati. Na vsak način se hoče opravičiti, samo zato, ker so Slovenci hudega storili. Ti se ne opraviči za 2 milijona Slovencev, ampak mora za tistih 30, ki so likvidirali. No, to so nekateri očetu zamerili, ampak potem se je opravičil tudi en avstrijski koroški advokat. Ne vem, zakaj je rekel, ampak je rekel za zadnjih 800 let, kar so Nemci hudega storili Slovencem. In potem je bil led prebit. In to je potem omogočilo to veliko spravo na koroški sinodi, pa to je omogočilo potem tudi sprejetje tega dokumenta o sožitju nemških in slovenskih korošcev v katoliški cerkvi. Ja. To bi mogoče, moram pa reči, da je tudi kar veliko trpel, veliko je moral požirati in ja, ni bilo lahko za to generacijo, ker tudi Avstrija ni bila tako širokogrudna vedno,
Recimo lansko leto je Avstrija, sicer po 25 letih, ja, ampak je Avstrija podvojila sredstva za koroško manjšino in tudi za druge manjšine. To tedaj ni bilo predstavljivo, ampak si se vsako leto tresel, a bo dovolj denarja za manjšino, a bo dovolj denarja za tiskanje našega tednika. Kot rečeno, to je bil list katoliških Slovencev, ne. In jaz se spomnim enkrat, ko Mahorjeva družba, ki je vedno kvazi avansirala ali pa zastonj tiskala tednik, seveda do prvega v mesecu potem pričakovala, da bo dobila denar, ne. In vem, kako je sestra Bergmana vedno čakala, da bodo tisti, ki zbirajo tisto naročnino, ne, da bojo prišli konec meseca, da bo lahko potem plače plačala. Ampak enkrat tudi Mahorjeva ni več nič imela, niti enega šilinga, ne. In tedaj je moj oče šel k enemu kmetu, enemu premožnemu kmetu tle v naši vasi, naši občini, in je rekel, Kosme je bil tisti kmet, a ne bi ti nam posodil 10.000 šilingov, ne. Seveda to je več kot 700 evrov, danes bi bilo 700 evrov, ne. In s tem denarjem je potem šel oče monsinjorju Hornbecku, ravnatelju Mahorjeve družbe, in on je potem lahko delavcem plačal plače, ne, Mahorjevi. Taki časi so bili tedaj, ne, 60. leta. Ja, to je zdaj boljše, ne. Mi imamo tukaj podporo Republike Avstrije, mi imamo tudi podporo seveda Republike Slovenije in moram s hvaležnostjo omeniti, da je podpora Republike Slovenije skorajno bila 2-krat večja kot avstrijska podpora, ja. Glavnina tega denarja gre seveda v prosvetna društva, odrska dejavnost, potem lutke in tako naprej, ampak tudi politične organizacije dobijo nekaj denarja. To sem prej morda pozabil omeniti, kar se tiče kulture. Mi smo velesila. Če si predstavljate eno slovensko mesto, ki ima 10.000 prebivalcev, potem si verjetno ne morete predstavljati, da ima tisto mesto 2.000 kulturnih prireditev na leto. Mi kot koroški Slovenci, nas je 10.000, imamo 2.000 prireditev na leto, ja. Ampak to ni županova Micka, ne, nočem kritizirati take igre. Igrajo Hamleta, igrajo Shakespeara. Zdaj je en inštalater, kako se reče, tisti, ki dela žlebove. Kaj je to, ki dela žlebove? Kakšen poklic je to? Žlebove na strehi. Želevozokrivec. Ja. Klepar je to, klepar. Klepar, hvala. Kdo je to bil? Gospod Korinčič, hvala. Ja, to je klepar. En klepar se je Fausta na pamet naučil. Ok, samo 60 minut, ja, on je eno leto rabil v nemščini, ampak se je Fausta na pamet naučil en klepar. Ja, slehernika igrajo tle na vaseh, ne. Ja, mislim, to so fenomeni Gorenjskega Slavčka tudi. Ja, kje to naredi ena nemška vas ali pa slovenska, ki ima 10.000 prebivalcev, ne, Gorenjskega Slavčka. Ok, pasijon v Škofji Loki, ne, to, jaz se tega zavedam, ampak se pravi, mi smo tle velesila in naša društva se ne upajo več igrati kakšna dela iz 19. stoletja, ne, ki so bila po nas. Nočem še enkrat citirati županovo Micko, ampak ki jo tu lahko na vesel način prikažeš, na sodoben način, ne, ampak takih iger pri nas ni več. Na žalost, jaz pravim, tudi ni več folklorne skupine, ni več tega, ampak prijemi so čist sodobni, ne. Musicali, imamo tudi svoje producente jazza, ne, imamo kakih 4-5 filmskih ustvarjalcev. Ja, in to je tiste, kar da manjšini samozavest. In seveda morda je to vse prišlo malo prepozno, če bi to prišlo leta 51, ko nas je bilo še 22.000, ne, oziroma 42.000, ja. Ampak vendar, to so lepi fenomeni in še enkrat, da spomnim na dejstvo, da v Zilski dolini, kjer je slovenščina pravzaprav skoraj že izumrla, se 3. generacija spet uči slovenskega jezika. Hvala lepa tudi za te optimistične poudarke, pa mogoče bi se zdaj ta najin
uradni del pomaknil že proti koncu bolj, da lahko damo besedo potem še občinstvu. Pa vas vprašal, velikokrat imamo pač občutek, ne, da pa v določenih stvarih gledamo na nekatere stvari Slovenci na tej strani Karavank bistveno drugače, kot pa vi recimo na oni strani Karavank, kar se je po mojem mnenju pokazalo tudi, ko je Angelika Mlinar, ki je bila tudi tajnica Narodnega sveta, kandidirala za slovensko ministrico, mislim, da je bilo nazadnje, ko se je to kar precej prišlo v ospredje, to nerazumevanje, ali pa tudi takrat sem bil malo presenečen, kako malo pravzaprav Slovenci v Sloveniji vedo o koroških Slovencih. Pa vas vprašal, zdaj eno zelo področje, kjer se zdi, da imamo malo različne poglede, so partizanstvo, revolucija, dogodki med drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni, kako razbiramo recimo tudi iz Handke ali pa od Maja Haderlap. Pa jaz vprašam, kako vi na to gledate in pa tudi mogoče še kako danes na Koroškem, koroški Slovenci gledate na svoja rojaka Gregorija Rožmana in Lamberta Erlicha. Jaz sem prej pozabil omeniti pri uspehih, ki jih imamo, ne, imamo tudi podžupana v Celovcu. Podžupan Celovcu je pa še ena posebna zgodba, to je Lojze Dolinar. Mislim, da je njegova mama bila 5 let zaprta od komunistov po vojni, ali pa jo zamenjam z gospod Starman. Na vsak način, Lojze Dolinar je sin begunceva, ne, iz Slovenije, se je rodil v Špitalu, se veste, ne, tam je bila večja skupina in mislim, da imajo še danes cerkveni zbor, slovenski cerkveni zbor. Se pravi, imamo Lojzeta Dolinarja, za en las ni prišel njegov sin tudi v mestni svet in tam je tudi Sonja Košir v mestnem svetu. Se pravi, to si ne bi mogli predstavljati nikoli, pred nekaj leti, ne, ali pa še pred 2 leti, ne, da bomo dobili podžupana v Celovcu. Ne. To so take stvari, potem tudi Olga Foglavar, Olga Zablatnik je v avstrijskem parlamentu in imamo tudi zastopnico Ano Blatnik v koroškem parlamentu. Seveda Olga Foglavar ni šla kot Slovenka tja, sicer se je deklarirala čisto jasno, ampak je prišla v parlament kot zelena kandidatkinja. Gospa Ana Blatnik je pa priznana socialistka, ki je prišla v koroški parlament. Ne. Kar se tiče partizanstva, bi jaz rekel, da je v glavnem naše partizanstvo na Koroškem čisto, so seveda izjeme in so se pač upirali nacizmu. Našim partizanom ni šlo za to, da bi prevzeli oblast, seveda nekateri so tudi to hoteli, ne, in je tudi, mislim, gospod Buča ukorakal oziroma zajahal enem na konju v Celovc maja leta 1945, ampak v glavnem je to bil odpor proti Hitlerju. Kar nekaj Slovencem je pustilo življenje za časa nacizma, Selanov predvsem, pa tudi drugi. Število je do 800, ne? In nekateri so prišli v koncentracijska taborišča, med njimi tudi kakih 6 duhovnikov, ki so tam pustili življenje. Se pravi, pri nas pač mešamo ta izraza, ne? Eni rečejo rajši odporniško gibanje, resistance, ne? Drugi pa partizanstvo. Ampak v glavnem se lahko reče, da seveda z kar nekaj izjemami je to, da so ljudje šli v partizane iz čistih nagibov in je prišlo tudi do take situacije, da je recimo nekdo moral v nemško vojsko, v Wehrmacht, ne, in potem je prišel domov na počitnice in je videl, da je družina v Dachavu ali pa v enem delovskem taborišču Bergen-Belsen, Frauenaurach in tako naprej. In je potem ta nemški vojak, ko je videl, da družine ni več, da so tam kaki ljudje iz Kanalske doline, Nemci iz Kanalske doline, so dobili ta posestva, ne. Je potem šel tudi v odpor, ne, v partizane. In tako se je večkrat zgodilo, da je bil en brat pri partizanih, drugi brat je bil v nemški vojski, ne, in tako naprej. To je bilo zelo tragično obdobje in nekateri dogodki še niso čisto razjasneni, ne. In upam, da bo prišlo kmalu do razčistitve nekaterih dogodkov po vojni, ne.
Toliko o partizanstvu in o našem odporniškem gibanju. In seveda so tudi skoraj vsi partizani, pa nas če hočete, ali pa odporniki, ob nedeljah, če le šlo, dobili sveto obhajilo od lokalnega duhovnika, če se je upal v gost, ne. Ja. Se pravi, do nas ni bilo tega ozadja komunizma ali pa prevzeti oblast, ampak je to bil v glavnem, a ne, odpor proti fašizmu. Kar se tiče škofa Rožmana, seveda vi poznate situacijo veliko boljše kot mi, kaj se je dogajalo po vojni, pa s temi montiranimi procesi, tudi z dokazi, ki so se pozneje našli. Jaz sem pa slišal še zadnje čase tudi eno dodatno novico, da bi on lahko dobil eno drevo v parku Pravičnih, ker je baje rešil 2000 židovskih otrok, ki so iz Hrvaške prišli v Slovenijo in so potem potovali naprej v Izrael, v Palestino, ne. Ampak to bi bilo treba še razčistiti. Pisal je tudi seveda stotine tistih pism, ne, ko je prosil za razne državljane, da bi jih italijanska oblast več ne preganjala, in med njimi mislim tudi nekaj takih pism za komuniste, ne. Ne vem, če bi Tone Tomšič, jaz nisem specialist, ampak to se ve, in mislim, da zadnja beseda o Rožmanu še ni rečena. Tudi pri Ehrlichu seveda je bil eden od prvih, če ne prvi, ki je govoril o slovenski državi, o želji in o bodočnosti, da bi mi imeli slovensko državo, in so ga seveda likvidirali in tako naprej. Ja. Rad bi še povedal eno besedo o spominski maši, ki jo imamo vsako leto v Vetrinju, in tudi o spominskih mašah, ki so bile prej v Blibergu, v Bleiburgu, kot Hrvati rečejo, in ni hrvaškega mesta, ki ne bi imelo ulico Bleiburških žrtev, ne. Ker to, kar je bilo vrnjeno iz Vetrinja, zdaj ne jemati moje številke točno, ampak kakih 13 000, ne. In večina je bila likvidiranih, pri Hrvatih je to bilo morda 200 000, ne. In za vse to je Tito vedel. In celo Pirjevec v svoji zelo prijazni biografiji o Titu prizna, da jih je bilo vsaj 200 000, ki jih je Jugoslavija likvidirala po vojni, izven sodno, ne. Ja, je pa to ena kočljiva tema, partizanstvo, povojna zgodovina. Zanimivo je pa tudi, da koroška mladina, ki se zbira v klubu slovenskih študentov, predvsem na Dunaju, v Gradcu malo manj, tale antifašizem, ne, je nekaj svetlega, nekaj čudovitega, in pri tem seveda ne pogledajo, kaj je z drugo stranjo, ne. Ja, kaj je bilo Molotov-Ribbentrop, ne, da sta bila prijatelja Hitler pa Stalina, ne, da sta se popolnoma razumela, ker sta imela isto strukturo duha. To nočejo slišati, ne. Tudi v Jugoslaviji, ko je Hitler vkorakal v Jugoslavijo, ja ni bilo nobenega odpora prve 2 meseca. In zakaj bi se nekdo upiral, ne, če je Hitler prijatelj? Se pravi, aprila, maja, junija ni bilo odpora, ne. Na Češkem je Hitler vkorakal že 2 leti prej, se komunisti tudi niso uprli 2 leti, ne, ker so bili prijatelji. Šele ko je Hitler napadel Moskvo, potem se je začel upor, in ta upor je v Sloveniji seveda bil, kot vemo, mešan, ne. Na eni strani proti Hitlerju, na drugi strani je pa šlo, kot so nekateri sami priznali, za prevzem oblasti po vojni, ne, po vojni. Tudi, kar je napisal Jože Možina, je zdaj vsem znano, ne, razmerje, koliko so jih ubili Nemci, ne, Slovencev, koliko so recimo partizani ali komunisti ubili Slovencev in koliko so antikomunisti ubili Slovencev. Te številke so zdaj znane, ne, in so seveda zelo jasne. Ja, ne vem, kaj bi še povedal o tej problematiki. Pa še ni do konca razjašnjeno vse, in tudi o Rožmanu je skoraj avtomatična reakcija na mlajšega človeka, da je bil izdajalec, ker morda so videli tisto eno fotografijo, ne, pri prisegi. Ampak Rožman ne more biti en izdajalec. Rožman je bežal od Nemcev.
On je 1920 videl, kaj se dogaja pri plebiscitu, ne? On je od tega bežal in je šel v Slovenijo, ja, to ni prenesel, ne, tale nemški nacionalizem. Zakaj bi on potem kolaboriral, mislim, to noben zdrav človek ne more razumeti. Poleg tega je, če se ne motim, njegov proces, njegov postopek razveljavljen, ja. Dobro, pa bi jaz zdaj s tem svojim delom zaključil samo z enim kratkim vprašanjem, in sicer vaš soobčan je bil tudi Jörg Haider, ne? On mislim, da je tudi pokopan v vaši domači občini, mislim, da se Zavrh imenuje kraj po slovensko, po nemško je Berntal. Jaz se spomnim, da ste približno pred 15 leti ste mu javno prepovedali, da bi vas še tikal, ker je objavil v časopisu neke plakate Koroška bo enojezična, ne. Kako ste vi gledali na ta fenomen koroški Jörga Haiderja? Glejte, Haider je napravil tedaj dva greha. On je prvič rekel, ko ste že omenil, da bo Koroška postala enojezična, in jasno je, da to ne bi bila potem Koroška slovenska, ne, ampak enojezično nemška. Druga stvar, ki je tedaj napravil, je bila, da je on napadal tujce na grd način. In kot veste, je moja žena tujka, ne, ampak gre se za principialno vprašanje. Jaz sem tedaj tudi napisal, da ne glede na volilni boj, avstrijska ustava še vedno velja, tudi za časa volilnega boja, ne, in on je avstrijsko ustavo prekršil. In tedaj sem mu potem prepovedal, da me tika. On je seveda tikal celo Koroško in predvsem tudi v naši občini vsakega, in je bil v občini zelo priljubljeno, ne. On, zdaj bom malo en čuden primer povedal, ampak ene vrste Avsenika, ne. On je šel k vsakemu, z vsakim govoril, on je snemal pesmi, ne, on je pel, on je znal z ljudmi, in če recimo srečal enega zidarja, je rekel, France, a se spomniš, lansko leto si mi rekel, da je tvoja hčerka roko zlomila, kako gre hčerki? On je imel tak spomin, ne, in tisti zidar, Francela, ne, potem pa seveda, on je šel takoj v gostilno, Haider je vprašal, kako je z mojo hčerko, ne, ja, in si je to zapomnil eno leto. Tak spomin je imel. Tudi je imel svojo tehniko, recimo deželna vlada je sklenila 100 evrov za vse ljudi, ki nimajo dovolj denarja za kurjavo po zimi, ne. In to pač direktor banke napiše ene instrukcije in vsi dobijo 100 evrov avtomatično, ne. To je čisto eno knjigovodstveno zadeva, ne. Ne, Haider je osebno testo take delil, osebno. In so se delale vrste, ne, cele kilometre. In tam seveda je stal človek s polaroid kamero. On je slikal gospo ali gospoda, ki je dobil 100 evrov, ne. In potem je že prevzel naslednjega, vmes se je polaroidna slika posušila, ne, Haider je dal podpis in tako, cela veriga, ne. On je to znal in on je imel eno neverjetno energijo. On bi lahko do 4 zjutraj lumpal, s tem, da je bil redko pijan, ne. Ampak ob 7, 8 zjutraj bi že spet sedel v avtu in imel v prtljažniku 7, 8 obleka, ne. Enkrat je bil oblečen bolj folklorno, ne, rjava obleka za Koroško, potem je spet imel džinse, ne, potem spet metuljček in tako naprej. In ljudje so ga ljubili, ne, ker je bil povsod in je tudi vzel Korošcem tisto kompleks manjvrednosti, ne. Koroška ima vedno tisti plebiscitarni tisti, ne, duh, kak se reče, ne. Ja, pa tam se nekaj branijo stalno, pa Korošci so zaostali in kaj jaz vem, pa samo znajo biti pet pa žalostni, ne, ker drugega ne znajo. Dejansko so naše pesmi najlepše, ker so melanholične, ne. In kipar France Groštek, ki se je v naši občini naselil, pa naš sosed bil, je rekel, da smo Slovenci samo veseli, če smo žalostni, ne. Ampak na vsak način Haider je to pogruntal in se je mešal med ljudi, plačeval tudi. On, če bi prišel recimo na eno prireditev gasilcev, ne, on ni prenakazal denar, on je 1000 šilingov dal osebno, ne. Potem vsi gasilci, Jogi, boš eno pivo popil, ti si dal 1000 šilingov, ne, to je 70 evrov. Ampak je znal in deloma so krive tudi klasične stranke, da je bil Haider tako uspešen, ker so pač delali tisto strankarsko politiko. Ja, zdaj je dobil službo učitelja en socialist, poljo mora dobiti eno ljudske stranke,
in tako tisti proporca, ne, tisti proporc. Ne, da če si najboljši, ne. Ampak ker si pri naši stranki dobi službo, če pa nisi, jo pa ne dobiš. Ne. Hajde, rekel, bomo vse objektivizirali, najboljši dobi službo in slučajno so bili najboljši vedno tisti iz Hajdarjeve stranke. Ne. Tako je on objektiviral javne razpise. Ne. Ja, in potem, ko je umrl, so bili taki govori, da je sonce padlo z neba. Ti govori obstajajo na video, ne, da je sonce padlo z neba, da se je življenje ustavilo na Koroškem, pa kaj s tem. Ne. Ja. In tedaj je socialistični premier minister Gusenbauer držal dober govor, rekel, mi se ga bomo spomnili v dobrem in v slabem. So bile sončne strani in senčne. Se je kar upal, ne, ker tudi je bila cela histerija na Koroškem. Ne. Pol še nekaj, mislim, da je bil dvakrat na naslovni strani Time magazina in enkrat na naslovni strani Newsweeka. To moraš tudi skrb spraviti, ne. Ja, dobro, mora tudi zaradi svojih tistih izgredov, ne, ko je rekel, recimo, da so nacionalsocialisti imeli dobro politiko zapošljevanja, ne, korektno politiko zapošljevanja, ordentlich, ne. Ja, teda je moral službo zapustiti, se je pol vrnil, ne. Tudi enkrat, ko je za bivše SS-ovce držal en govor, ko je mislil, da noben ne posluša, ne, ga je nekdo skozi svojo luknjo pri obleki najvrš snemal, ne, ko je govoril, da je to častna generacija, pa moramo mi biti spoštljivi do te generacije in tako naprej. Ja, ti izgredi so bili, konec koncev je pa tisti si ja izgubil, ne, in se potem še sam ubil, ko je šel 180 na uro v en ovink. Na rojstni dan svoje mame. 11. oktobra, se pravi, en dan po plebiscitu tudi, ne. Vi mislite, da je bil samomor? Ja, on nikoli ni bil pijan, ampak tokrat so menda našli skoraj 2 promila v njegovi krvi, ne. Imel je pravico do šoferja, ga je odklonil in je divjal domov v Rute, Berntalser Rute, ne, da bi še svojo mamo videl, ki je imela rojsten dan 10. 11. oktobra, tisto noč se je zgodilo. Jaz ne vem, verjetno je on že vedel za skandal za Hypo banko. Hypo banka je pol propadla, ne, in eno direktor Hypo banke, mislim, ljubljanski direktor, je v zaporu trenutno. To je bilo ena cela veriga teh malverzacij, kupovanje jaht brez dokumentacije in tako naprej. Na vsak način Hajdar je morda o tem že vedel in si je pol vzel življenje, ker bi moral on nositi politične posledice. Ampak mi ne vemo, kaj se je dogajalo, mi ne vemo. Hvala tudi za ta plastičen prikaz tega lika, ki je seveda tudi v Sloveniji bil zelo znan. Ja, glejte, a si predstavljate enega Drnovška? On je bil totalno nasprotje Drnovška, ne. Jaz pogledajte v Pliberku sem bil, sem ga še videl, zadnji pliberški Jormarka, ne, pliberški semen. Je govorila naša ministrica za zunanje zadeve Plasnikova in je imela tisto narodno nošo oblečeno, odličen govor, in ko je končala, se je usedla k mizi Ljudske stranke, ki ona je bila od Ljudske stranke, ne. Hajdar je pa prišel iz ene druge zvezne dežele, po mojem celo noč ni spal, je imel črne podočnjake, ne, in je držal pred tisočimi ljudmi v enem šotoru v Pliberku eden najslabših govorov, ki sem jih jaz slišal, ne. Ja, ampak pol je, ona je se usedla k mizi Ljudske stranke, on je pa šel od mize do mize in vsakmu roko dal. Vsakmu. In gotovo je bilo tam, ja, ene 800-900 ljudi, ne, v največjem šotoru v Pliberku. To energijo je imel, ne, in morda je pa tudi čutil, da je že izčrpan, jaz ne vem. Ampak ljudje so ga poznali, on je poznal celo Koroško, je bil neke vrste svež veter, ne, ampak seveda za napačno stran. In ja, njegovi posnemovalci skušajo priti njemu blizu, pa ne gre. Ja. Tak talent se ne rodi vsak dan. Talent, ne, mislim, vse veste, ja. Me ne boste napačno razumeli. V redu, najlepša hvala.